Ko takole razmišljamo o velikonočnih praznikih, bi pravzaprav rad poskrbel in spregovoril samo o tej velikonočni skrivnosti. Pa vendarno mi teme, ki napolnjujejo naše kmetijske razglede, ne dajo drugače, kot da tudi tokrat spregovorimo o tem, kaj se dogaja znotraj samega kmetijstva. Pa še dolžni smo vam ostali Jožefov sejem in o tem bo tekla beseda danes v naših razgledih. Sejem Jožefovo se je zgodil v Novem mestu. Gre za hišni sejem, v katerem poskušajo prikazati, kaj je novega pri njih za pomoč v kmetijstvu. In če kaj, so zagotovo to sadike, ki so jih letošnje leto v izobilju ponudili kupcem in so bile razstavljene, tako da se je pravzaprav lahko videlo, kakšne so, koliko jih je in kaj vse lahko uporabimo. Če presimeno razmišljamo, lahko razmišljamo, da je sadikca tista, ki potem na koncu da pridelek in boljša kot je, bolj kot je razraščena, bolj kot je pravilno vzgojena, tudi te jagode recimo, je sadika tista, ki je potem vir življenja, tako kot pravzaprav spada vse skupaj v ta velikonočni čas. In predvsem zelenje, ki ga boste potrebovali, boste lahko našli tudi tu pri nas, pa naj si gre tudi za eksotiko, ki jo mnogokrat niti ne razumem, zakaj jo pravzaprav sadimo na naših vrtovih. Sadike same dajejo neko lepoto, neko življenje. Rožice imajo ženske rade, pravijo, da polepšajo dan in tudi življenje. Sicer pa, ja, gre za tehnično robo, ki jo tako ali drugače iščemo in jo vedno potrebujemo. In takrat, ko je pravzaprav tako kot sedaj pomlad, takrat v tistem trenutku moramo poskrbeti za to, da bomo pravilno odločili, da bomo kupili pravilno in da bomo razmišljali tudi o tem, ali imajo vse te sadike, tudi vse tiste certifikate, ki nam pomagajo razmišljati o tem, ali je to nekaj, za kar je vredno odšteti cvenk, bomo temu rekli, ali je to resnično tista rastlinica, ki potem na koncu da takšen in takšen rezultat. Jasno, da je tu znotraj pravzaprav veliko vsega tistega, kar služi zraven in tu tudi v letošnjem letu na Jožefovem sejmu je bilo, pravzaprav lahko bi rekli, kaj videti. Saj so razstavili tako kot že tolikokrat do sedaj razne stroje in prav zanimivo je bilo videti, da je pravzaprav tudi prikaz samim razstavljavcem. Mi smo bili na dan, ko se je še vse pripravljalo za sejem na samem sejmu in potem kasneje ne, da smo videli, da so tudi poskusno poskušali pravzaprav s takim majhnim traktorčkom postoriti to in ono v našo korist. Če smo včasih morali z sekiro razbijati takle hlod, ga danes takole pripnemo na naš traktor in poglejte, prav noben problem ni, da vam razkolje še tako veliko klado in na tak način pravzaprav poskrbite za to, da je potem drv dovolj. Bomo pa v tem kriznem obdobju in časih zagotovo razmišljali tudi o tem, kako na kakšen način bi zopet poiskali drevje za ogrev v naših domačih hostah. Saj smo bili do sedaj razvajeni, iskali smo samo olje, elektriko, plin, kar pa je seveda potrebno plačati. In če imamo na razpolago takle strojček, zagotovo lahko z njim poskrbimo za to, da bomo doma sebi pridelali ogrev. Če pa se lotevamo kakšnega podjetništva, potem je potrebno razmišljati tudi še drugače. Namreč gre za to, tu je samo demonstracija, da na tak način varno in enostavno lahko zdecimiramo ta ogrev in ga seveda tudi transportiramo v naše zaboje. In tu je že velika reč takrat, kadar želimo sebi olajšati ali pa olajšati dan. Gre za to, da je velikokrat delo samo, ki ga je potrebno plačati, tako drago, da ga recimo takale drva, ki jih pripravimo za nekoga, da bo zakuril
v svojem štedilniku, pravzaprav niti ne prenesejo. Potrebno je iskati pomočnika in ta pomočnik je velikokrat stroj, ki potem, ko ga ne rabimo več, ne potrebuje nič, potrebno ga je samo konzervirati, spraviti in shraniti do naslednjega leta. Ja, lahko pa bi s takim strojem sebi že zagotovili tudi kakšen zaslužek. In jasno, takrat, ko gre za zaslužek, pa moramo razmišljati o tem tudi, kako poceniti ali razbremeniti na koncu končno ceno. Stroj se potem spravi v takle transportni položaj, gre za krožno žago, ki nam pomaga razrezati ta ogrev in praktično, kot sem že rekel, lahko takrat, ko imamo čas na razpolago, s takim strojem tudi kaj zaslužimo. Sicer pa pri firmi Tabakum, ki organizira ta Jožefov sejem, vedno vedo za tiste najmlajše, bi lahko rekli. In našli so pravzaprav vse možne variante strojev, ki nam pomagajo pokositi okoli doma, ne samo vseh vrst, ampak tudi ne vseh tehnologij, kot je ta, recimo, samo stroj, ki gre v vse bregove, ampak tudi za vsak žep, torej gre za bolj poceni in pa tudi tiste malo mogoče dražje. Takrat je potrebno razmišljati o tem, kakšen stroj bomo kupili, predvsem zaradi tega, da vemo, kakšne eksploatacijske možnosti so pri tem stroju. Tudi tu smo razmišljali, da bi bilo prav, pa pri firmi velikokrat organizirajo tudi demonstracijski prikaz vsega skupaj, da bomo razmišljali, kako in na kakšen način kupiti stroj, da bomo z njim zadovoljni. Ko vidimo vse te stroje, je tu znotraj seveda velikokrat vprašanje, koliko denarja imamo v žepu, koliko smo pripravljeni za stroj odšteti in temu primerno potem seveda tudi kupimo bolj profesionalno ali bolj hobi varianto takega stroja. In tu znotraj si moramo vzeti čas, zato je pravzaprav tudi sejem ali pa hiša trgovska, ki ponuja take reči, prava možnost, da ocenimo prvič svoje finančne sposobnosti, drugič pa tudi eksploatacijske možnosti. Vse velikokrat imajo tak stroj tudi, da vam ga dajo recimo na poskus. No to že ne vem povsem natančno, vem pa, da se je včasih to seveda tudi dalo. Pri kosah profesionalnih, kjer bomo kosili večje areale ali pri traktorjih, moramo razmišljati o univerzalnosti in takrat razmišljati tudi o tem, kje bo vse skupaj. To je pravi profesionalni stroj, s katerim lahko pravzaprav že komunalno urejamo kakšne reči. Kdo ne pozna naše stare kosilnice. Skratka, gre za kar veliko teh momentov, ki jih mi želimo udejanjati ali pa plačati in potem dobiti pravi strojček za to, da bomo z vsem skupaj zadovoljni. Znotraj teh razstavljavcev so velikokrat tisti domači, ki vedno pridejo na sejem, pa če imajo, vem, da mogoče leto že vse prodano, prav zaradi tega, da vemo, da je tisto, kar je doma pridelano, pravzaprav dvakrat plačano in davki ostanejo v naši državi in podpiramo zaposlovanje. Ekološkost je zagotovljena, saj ni dragih transportnih stroškov in takrat, ko tako razmišljamo, moramo razmišljati o nas. In te domače variante so pravzaprav resnično vrhunske, saj so sad našega znanja, naših razvojnih možnosti, hotenj, želja, kakorkoli že hočete. No in tudi v tem primeru imamo škropilnike, ki so vrhunske tehnologije, sad našega znanja in tako je prav. Pri traktorjih ne bi izgubljal besed, saj je traktorizacija pravzaprav poskrbela, da imamo znotraj našega prostora veliko na razpolago vsega. Tu bi mogoče bolj apeliral na to, da pri vsakem stroju razmišljate o tem, kakšne so servisne možnosti, sicer pa stroji se ne kvarijo več tako in velikokrat je takrat na razpolago servis, ki pomaga in prav na sejmu so mi zagotavljali, da veliko teh strojev popravijo pravzaprav že v sami firmi. No in tu tudi večje naprave za pomoč pri spravilu sena, gre za obračalnike, gre za zgrabalnike. Skratka, če je to domač proizvod, je velikokrat boljše, kot pa da je tuj.
Tu so tudi kopica pripomočkov, ki jih v kmetijstvu rabimo, pa naj se gre za sesalce, ki nam pomagajo, ali pa kompresorje, ki nam pomagajo recimo delati zrak, da potem spihamo, ko imamo probleme, recimo s kakšnim onesnaženjem in tako naprej reči. Skratka, kar veliko je tistega, kar pomaga pri delu na sami kmetiji. Zelo zanimiv je bil tudi tale samohodni traktorček, zelo majhen, zelo zanimiv, skoraj da, kot bi rekli, neka kosilnica. Ni bil kompliciran za delo in delovanje, izjemno zanimiv, premaguje pa, kot boste videli, bregove in resnično mi je padel v oko in zato sem prav poprosil, sem rekel, no pa dajmo, poskušajmo z njim oditi na poligon, tu blizu same firme je kar nekaj teh možnosti in takole smo naredili štart in se odpeljali pogledati, ali ta mali goseničar pravzaprav zna kaj, ali je sposoben kaj postoriti. Ni tako hudo drag, da si ga ne bi mogli privoščiti. Sam pa, ko sem bil še mlajši inženir, bi si takle stroj želel imeti v vinogradu, saj velikokrat pri premagovanju bregov v naših vinogradih, takrat, ko smo poskrbeli za to, da imamo tudi kakšen kozarec cvička na razpolago, da takrat bi takle strojček bil ravno pravšnji za to, da kosimo malč v recimo našem vinogradu, ali pa da tako poskrbimo tudi za kakšno takšnole brežino. No, sam fant je v začetku, lahko bi rekel, da gre za prav trgovca v tej firmi, nikoli se kaj veliko ni vozil, je pa poskušal, pravzaprav poskrbel za to, vidite, lahko je ožji, lahko je širši, zato da se ne prevrne, ne? To je recimo tudi velika prednost, prav razširiti ali zožati se ga da. No in fant še nikoli ni vozil ta traktor. Vidite, da so eksploatacijske ali pa krmilne možnosti tega stroja izjemno velike. Tudi obrat je hiter, to se pravi, ne potrebujemo velikih obračalnih pasov, včasih smo govorili o 5-6 metrih. Tu je možnosti za to, da sebi pripravimo pogoje, recimo za košnjo, pogoje za škropljenje, pogoje za vse ostale reči, tako kot nam prija, in v teh naših malih vinogradih je pravzaprav takle strojček kot nalašč. Predvsem so me zanimale te krmilne možnosti in zato sem še posebej gledal, kako je to vse skupaj možno premagati. Tu se je fant celo malo bal v tale breg, ampak poglejte tegale malega kebra, kako in na kakšen način se on dvigne, gre gor in evo, breg je premagan, ni kakšnega posebnega problema, da se s tem strojem to ne bi dalo doseči. Mislim, da je teh strojev na razpolago veliko, da je v zadnjem času bera boljša, kot je bila nekoč. Nekoč smo imeli samo klasične traktorje, s katerimi smo se morali voziti in po njivah in po vinogradih. No, danes pa, če predvsem imamo vinogradniških površin kaj več ali pa parih stopi skupaj, pa si takle strojček lahko nabavite. Ne vem sicer koliko stane, ampak resnično me je presenetil in njegove možnosti, eksploatacijske možnosti uporabe so velike. No, tu smo šli na malo manjšo brežino, fant se je še zmerom bal, da se bo kaj vse skupaj okoli prevrnilo, ampak no, vidite, tako smo poskušali vam upriti pravzaprav na sejmu v neposredni bližini pokazati, kako na kakšen način tak stroj deluje. No in Jožefov sejem v tem eksploatacijskem smislu poskrbi mnogokrat za kakšno presenečenje. Lahko rečem, da je predvsem tak strojček velikokrat koristen produkt, ki ga tudi vidimo na sejmu. Jasno, da je v tem sejemskem prostoru bilo kaj videti tudi v smislu razne opreme, drobnega materijala in praktično je pomočnikov, pa naj si gre tudi za mesoreznice ali
stroje, ki pomagajo pri naših domačih kolinah. V tem času bomo govorili tudi še o kakšni salamjadi ali pa vile, grable. Skratka, tega vsega je bilo na ogled in tudi raznih motornih žag, boljših, slabših kvalitet ali pa takih pralnih strojev, ki pomagajo potem oprati traktor, ko je ves umazan. Skratka, na Jožefovem sejmu je bilo kaj videti. Ja, prejšnjič smo pogledali, kako je z mineralom in kar takoj odšli in povprašali tudi tiste, ki ga uporabljajo. Gre za to, da smo videli na tržnici pravzaprav, da se tisto, kar je pognojeno z mineralom, vsaj tako je zagotovil kmet, dobro prodaja. No in o tem danes. Ko razmišljamo o mineralu in o gnojenju, bi pravzaprav rekel, ker je za mene novost, da smo šli in povprašali tudi kmeta, kako, na kakšen način pravzaprav živi s tem mineralom. Zanimivo je bilo, da smo videli kar veliko ljudi ob stojnici, več kot pri drugih. In prav zaradi tega je bilo izjemno zanimivo vprašanje, zakaj vse skupaj, pa vendarno sem še enkrat povprašal direktorja, da pravzaprav predstavi mineral. Kaj je tisto, kar je vsebina tega gnojila mineral? Princip delovanja je v bistvu popolna hrana za rastlino. To pomeni, da rastlina dobi dejansko vse minerale, katere potrebuje za optimalen rast in razvoj. Posebnost minerala je v tem, da vsebuje kar 75 različnih mineralov in to so dejansko vsi minerali, katere rastlina potrebuje za rast in razvoj. In tudi skupek vseh teh mineralov absolutno močno preprečuje dehidracijo tal in rastline. To je zdaj še posebno pomembno letos, ko vidimo, kako je malo padavin. Rastline, ki so tretirane z mineralom, radikalno boljše prenašajo sušna obdobja, tudi so bistveno bolj odporne na temperaturni stres. No, ampak kljub temu bi rad še enkrat slišal, kako, na kakšen način jih imate razdeljene po barvah, rumeni, zeleni, na kakšen način pravzaprav delujejo in kaj morajo paziti vsi tisti, ki bodo to gnojilo uporabljali. Zeleni mineral se uporablja za zalivanje, se pravi za gnojenje rastlin, za hranjenje rastlin preko koreninskega sistema. Rumeni mineral se uporablja kot foliarna hrana in hkrati tudi učinkovita zaščita proti boleznim in proti plesnim. Rdeč mineral pa je namenjen za zaščito rastlin proti škodljivcem. No, če smo spoznali mineral po teh barvah, bi lahko rekli, pa smo vprašali kmeta, kako, na kakšen način ga on uporablja. No in poslušajmo. No, v glavnem, v količino vode jaz zmešam raztopino, rečemo 4%, ne? Rečemo na 100 litrov, dam 4 litre te raztopine, minerala tega, ne? In potem pa odvisno, ne, rečemo cisterno, rečemo za krompir, ki je bilo fajn za hrošča, smo škropilnico, ne. Rečemo v rastlinjaku pa s tisto ročno, nahrbtno škropilnico, recimo paradižnik, pa kumare, pa te stvari. No, ko poslušam in pravzaprav nimam možnosti, da bi pokazal, ker nismo pri tebi na kmetiji, kako, na kakšen način pravzaprav vse to zmešaš, ali se da to mogoče bolj preprosto povedati. No, poskušaj. Jaz nalijem, ko imam 10 litrsko, jaz nalijem vodo in potem dam noter to raztopino, 5 litrov natočem, dam to raztopino 4%, potem pa spet dam noter vodo in zmešam, ne. No, če pogreva še na njivo, to je za manjšo škropilnico, kako pa, na kakšen način pa to poškropite po njivi, predvsem tisti, ki minerala ne uporabljajo, pravzaprav tega ne vedo. No, povejte. Mi škropilnico imamo to klasično, porabimo 400 litrov, jaz približno vem, koliko je njiva velika. Rečemo za 3000 metrov veliko nivo, dam rečemo slabo tretjino pol v teh 400 litrov, ne. Dam rečemo 150 litrov vode, mislim pa dodam pa tole prej, ne.
Se pravi, v škropilenco grem, rečemo, če je pol hektara, natočam v cisterno 200 litrov vode in čist klasično poškropim s tem, ne. Dobro, sedaj sva poškropila recimo na novo posejano površino. Kako pa recimo takrat, kadar gre za foliarno gnojenje, kaj takrat postorite? Krompir, na primer. Na njivi prav isto krompir, ne. Prav direktno grem z isto cisterno to. No, ko tako poškropimo to našo krompirjevko, pa je seveda učinek, pravite, tudi proti koloradskemu hrošču, istočasno gnojenje. Kako je s tem? Ni potreben insekticid za hrošča, ne. To mi je zelo dober, da ni treba škropiti, ko ponavadi je dvakrat. Rečemo tudi potem, ko povoziš krompirjevko, lahko spet pride bolezen, ne. In je s tem poškropim enkrat in se ne pojavi več hrošč, ne. Poglejte, učinki večplastni, tako insekticidni kot gnojilni, foliarno gnojenje, skratka, kar veliko je tega, pa ne uporabljate nobenega drugega gnojila več. Zaenkrat mečkam samo dosti manj, ne. Prej sem dal 350 kil, zdaj dam pa po ene 250 kil še, ne. Ko imamo pa vsaj za krompir, ko ga več imamo, ga imamo ta avtomatski stroj in je naštiman, rečemo, na tiste, kako bi vam rekel, veriga, ki je namesto 350, je zdaj 250 kil na hektar porabe tega umetnega gnojila, ne. Če malo razmišljamo o vsej zelenjavi, ki jo vidimo in jo ogledujemo na tej tržnici, bi lahko rekel, da je izjemno kvalitetna, pa vendarno vedno se mi povzroča probleme, s čimer bi lahko kaj poškodovali rastlini, jih zažgali, mogoče koncentracija prevelika, uporaba je velikokrat vprašljiva. No in kako vi dosegate rezultate prava ali kdaj kaj požge? Ja, se pravim, pri temle s tem nimam nikoli problema. Če je tale 4%, ki dam, mi nikoli nobene, kako bi rekel, mi ne užge tudi bolezni. Jaz ne vem, ponavadi smo imeli črn krompir že avgusta, ne, zdaj ni problema več. Pa tudi kasneje začne krompir kaliti, ne. Ja, to je nadloga v skladišču zagotovo. Kaj pa ekološkost same pridelave? Sej zato ljudje velikokrat sprašujejo. Mi imamo integrirano pridelavo pri nas doma. Včasih smo ogromno zelja pridelali. Vozili, rečemo, smo pridelali 150 ton kisovega zelja. Potem zdaj smo s tem nehali, zato ker imajo sami skladišče, pa to in smo pa bolj na tržnico šli na različne pridelke. No ja, vaša kmetija, kaj pridelujete? Jaz v glavnem pridelujem večino sami. Smo 3-4, ki smo sami doma, ne hodimo niti v službe. Tako da večina je res domačega. Kar imam sadje, imam od strica, špargle, pa rečemo po zimi, imam pa tudi dol pri punci, na Vipavskem tudi zelenjavo, rečemo kot so brokoli, cvetače, ne. Se pravi, včasih pred leti smo imeli samo zelje pa mečkan krompirja. Rečemo, še deda, ki je bil to 50 let nazaj, je prav ta prvi bil, ki je začel pridelovati ta zelje, ne. In zdaj smo pa, kaj se pa to prekinili s tem, ne, ni bilo več take povpraševanje po zelju, smo se pa na tale tržnico in se veliko bolj. No pa vprašajmo se zdaj kar direktno, zakaj ste se lotil gnojenja in dela z mineralom? Jaz sem imel zelo velike probleme v rastlinjaku s pršico, ne. Z gospodom sem se enkrat pogovarjal, povedal, kakšen problem je in mi je svetoval to par let nazaj. In takrat so tiste mehke pršice, ki so mi prav uničevale kumare pa paradižnik, je naenkrat izginil. Listje so se začele zvijati, so ratale spet lepe, temne. Ko pravim, sploh v rastlinjaku se zelo, zelo pozna, ne. Poglejte, moramo svetovati ali pa reči tudi ostalim, da uporabijo mineral. Kaj je tisto, kar bi bilo verodostojno? Kaj je tisto, kar je vas pravzaprav prepričalo v to, da upravljate to gnojenje? Se pravim, tudi eni ljudje pravijo, da je krompir zelo dober, ga ogromen krompirja prodam na tržnici, ne. Je bolj okusen, ne.
bolj sočen. Pa tudi pravim, pa kasneje začne tudi kaliti, to sem opazil, ne, po novem. No ja, pa verjetno poleg gnojenja tudi še kakšni taki pozitivni učinki, lahko kaj poveste? Tudi s paradižnikom sem vsako leto imel problem, ki je bil zelo votel, ne, debela skorja je bila noter, pa samo voda, ne. Kar škropim s tem mineralom je veliko bolj čvrst, okus je veliko boljši, ljudje zelo pohvalijo, pravijo, da ni primerjave, kakor ga drugje sploh v trgovinah kupijo, ne. Tako da so zelo navdušeni. Tudi rastline se vidi, da je zdrava, ne, čvrsta. Ja, tisto, kar lahko rečem, je, da je tržnica bila kar polna in da je bila aktivnost ob pravzaprav tem kmetovi, Svetkovi stojnici izjemna. Videli smo tudi samo zelenjavo, ki ste imeli priliko videti. Skratka, mislim, da bo temu mineralu potrebno prisluhniti. Mi pa gremo naprej v skrivnost velike noči. Ja, če se spomnim tistih časov, ko sem bil otrok, ko sem doživljal to velikonočno praznovanje na svoj način, se spomnim gobe, ki sem je nosil, torej ta žegnan ogenj. V nadaljevanju se spomnim tudi tega, da smo lahko takrat od tistega dneva naprej hodili bosi. In to je tisto, kar povem v napovedi. Sicer pa sem odšel v Dolenjske Toplice in tam je bilo na temo Velika noč kaj videti. Ali pa jajce. Jajce, ki ponazarja pravzaprav rojstvo. Lupino, ki jo pobarvamo zaradi veselja do tega rojstva. Vse te resnice se v tem prazniku združijo pravzaprav z namenom, da povemo, da je nekaj bilo pribito na križ in umrlo predvsem zaradi tega, da bomo drugače živeli. V današnjem času moramo razmišljati povsem drugače. V tem prazniku ne mislim govoriti o politiki, pa vendar me stisne takrat, ko mi nekdo pove, da nisem dobro delal, da nisem vse počel tako, kot je prav, da nisem ustvarjal. Vem, da sem. Ampak vem tudi, da je nekdo trošil sam o tem, da bi zapravljal ne vem veliko. In tako nekako se v tem času, v tej pomladi, zamislimo nad vsem, kar počnemo. Novo rojstvo, nova svetloba, nova energija, ki z močnejšim soncem prehaja v to naše okolje, ali pa suša, ki je na vidiku. Skratka, kar veliko je tistega, kar takrat, ko razmišljamo o življenju in smrti, moramo razmišljati zato, ker je to življenje in za to življenje skrbimo danes. Velika noč pa je velikokrat ozlajšana tudi z jedmi. No in Dolenjske Toplice smo odšli in pogledali, kaj so nam pripravili in jih povprašali, zakaj to počnete. Sestavni del je te razstave tradicija, da ohranjamo našo tradicijo naših dedkov in babic, da ne gre v pozabo, pa tudi seveda, da predstavimo naše delo in znanje, ki ga ustvarjamo tekom leta. Poglejte, jerbas napolnjen odnesemo k žegnu in ni kar tako sestavljen. No in kaj v smislu predstavitve jedi je sestavni del te velike noči? Sestavni del velike noči je žegen, to se pravi jerbas, v katerem ne sme manjkati beli kruh, pletenica, domača potica, hren, krača ali šunka, klobasa, seveda to so si že naši predniki zmeraj tudi v težkih časih pripravili za velikonočne praznike. Tako ali drugače, način prehranjevanja, spoštovanje nekih določenih zakonitosti glede na letne čase, pa vendarno, kakšen praznik je Velika noč? Ja, to je največji krščanski praznik na podeželju in tudi mislim, da že v mestih. To je tradicija in seveda se ohranja naprej.
Ja, poglejte, tamle pa prihajajo tudi butarice. Otroci so jih prinesli, ker je razstava nekaj prej, pred veliko nočjo, takrat je potrebno imeti družinski mir, bomo temu rekli. Kaj je butarica, iz česa je butarica sestavljena, zakaj pravzaprav je butarica, mi lahko poveste? Ja, butarica je sestavljena iz zelenja, seveda iz oljke naj bi bila, potem mačica, bršljan, pač pomladansko zelenje. Pomlad, trdo delo, znanje, hoteti, želeti, preprosto imeti čas, da tudi tistemu, ki nima, na nek način pokloniš tisto, kar imaš. Pa če je le to samo lep pogled. Predsednica, povejte, kaj pa vaše delo? Ja, naše delo je seveda ohranjanje tradicije, potem, da predstavimo mladim, kako se pripravi kruh, potica, pletenica in tudi seveda pirhi na stari način, tako da vidijo mladi, kaj se da pripraviti. Ja, če takole ob koncu razmišljam o vsem, kar sem povedal, je pravzaprav človek največja skrivnost. In resnica je tista, ki jo vedno iščemo, a žal nikoli ne najdemo. Naša pravica je spreminjati ta svet, ga delati drugačnega, vendar nikoli, ko to počnemo, ne smemo misliti, da je kdo drug za to kriv. Vedno smo za svojo pot krivi sami. In to je skrivnost.